Sudanska vojska pravi, da je zagotovila ključno oskrbovalno pot med Kartumom in El Obeidom. Vojska pravi, da je po 2 dneh hudih spopadov pregnala borce sil za hitro podporo z avtoceste Al-Sadara, s čimer bi lahko ponovno omogočili dostop do El Obeida. Približno 500 milijona ljudi se je soočalo z razmerami kot med obleganjem, hudim pomanjkanjem vode in napadi z droni. Toda po napredovanju vojske so mesto po poročilih znova napadli droni, domnevno iz vrst RSF. In ker obe strani še vedno trdita, da dosegata uspehe po vsej severni Kordofani, je nadzor nad več bližnjimi območji še vedno težko neodvisno preveriti. To je le zadnje v 3-letni vojni, ki pretresa Sudan. Naš Alex Šlos je ogleda sile, ki delujejo v tej z vojno razdejani državi. Sudanska državljanska vojna je izbruhnila leta 2023, ko je boj za oblast med dvema najmočnejšima generaloma v državi prerasel v spopade v Kartumu in se razširil po vsej državi. Na eni strani so sudanske oborožene sile, ki jih vodi general Abdel Fattah al-Burhan. Na drugi strani so hitre podporne sile oziroma RSF, paravojaška skupina, ki jo vodi Mohamed Hamdan Dagalo, bolj znan kot Hemeti. Oba moška sta prej sodelovala tudi med vojaškim udarom v Sudanu leta 2021. Vendar sta se obrnila drug proti drugemu glede tega, kdo bo nadzoroval državo in kako bo RSF vključen v vojsko. Tudi vpletenost tujine je pripomogla k podaljšanju vojne. Egipt močno podpira vojsko, medtem ko naj bi Turčija in Iran dobavljala drone in drugo vojaško opremo. RSF je pogosto obtožen, da prejema orožje in finančno podporo iz Združenih arabskih emiratov prek Čada in vzhodne Libije. Vendar Združeni arabski emirati zanikajo, da bi podpirali katerokoli stran. Domnevno je bilo na stotine nekdanjih kolumbijskih vojakov rekrutiranih za pomoč RSF. In tudi ruski borci, povezani z Wagnerjem, so bili obtoženi, da so v zgodnejši fazi vojne podpirali skupino. Politična razdeljenost je zapletena. Islamistične skupine, povezane z nekdanjim diktatorjem Omarjem al-Bashirjem, se borijo skupaj z vojsko. RSF pa se predstavlja kot protiislamistična skupina in podpira sekularno državo, vendar je bila prav tako ustanovljena pod vladavino Bashirja. Obe strani sta bili obtoženi številnih vojnih zločinov, vključno z napadi na civiliste, usmrtitvami, mučenjem, spolnim nasiljem, ropanjem in blokiranjem humanitarne pomoči. Nekatere najresnejše obtožbe so usmerjene proti RSF in zavezniškim arabskim milicam v Darfurju. Obtoženi so, da ciljajo na nearabske skupnosti, zlasti Masalete, prek umorov in prisilnih preselitev, kar ZDA. In skupine za človekove pravice opisujejo kot genocid. Sudanska vojska se sooča tudi z obtožbami o uporabi kemičnega orožja. ZDA pravijo, da so sudanske sile leta 2024 uporabile kemično orožje, nato pa so kot odgovor uvedle sankcije. Sudanska vojna je v bistvu boj za to, kdo nadzoruje državo, njene vire, orožje in mednarodna zavezništva držav, ter ali bo Burhan ali Hemeti postal njen naslednji vladar.